Po odmevnih knjigah Usodno tolmačenje oziroma Sodno tolmačenje, Srednja leta in Koronika oziroma Kronika nas pesnik in prevajalec Aleš Mustar v svoji najnovejši zbirki Nad rušo popelje po pokopališčih in grobovih širom sveta. Knjigo, ki je izšla pri Literarno-umetniškem društvu Literatura, bi zato lahko brali tudi kot svojevrsten pesniški potopis. V 5 geografskih sklopih nas Mustar, pogosto v spremstvu svoje hčerke, vodi od domačih ljubljanskih Žal prek vojnih pokopališč na Balkanu vse do današnje Gaze in daljne Hirošime. Več pa v nadaljevanju, z Alešem Mustarjem se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Šlo je. Z vami bova, kot sem povedala, Aleš Mustar in Tina Kozin. Aleš Mustar, lepo pozdravljeni. Tudi vi, dober dan. Bi pa najin pogovor začela kar pri osrednjem motivu in osrednji temi pokopališč, grobov širom sveta ste jih obiskali. Nekje se tudi poimenujete pesnik navdahnjen z grobovi, ne, v razmerju do svoje hčerke, ko govorite, da bi bilo morda bolje, da bi bili običajen oče. Pa me zanima, koliko je recimo v tem ironije, da ste navdahnjen z grobovi, koliko resnice oziroma kaj je bil tisti ključni impuls, ki je vodil v nastanek te knjige? Pravzaprav je ta knjiga nastala, oziroma tematika te knjige po enem naključju. Pred dobrimi 3 leti sem potoval po Angliji. Najprej sem bil v Londonu, kjer sem v vzhodnem delu obiskal pokopališče nekonformistov, kjer sta pokopana William Blake in Daniel Defoe. Kar nekaj časa sem tam posedel, razmišljal in utrnila se je prva pesem. In potem me je pot vodila na sem obiskal prijateljico, ki živi v Yorkshireu, ki me je kot znamenitost blizu njenega kraja odpeljala na grob Sylvie Plath. In tako se je rodila druga pesem. Potem pa smo obiskali še v Canterburyju vdovo dramatika makedonskega, žal prezgodaj preminulega Gorana Stefanovskega, ki so ga sicer raztrosili v Ohridskem jezeru, ampak tam so mu pred univerzo, kjer je poučeval, postavili klopco in na tej klopci se je rodila tretja pesem. In v tistem času sem pa pravzaprav že začel snovati neko pesniško zbirko, predvsem so me zanimala zdaj narava v teh norih časih, sprememb in vse, ampak po 3 obiskih nekako se mi je posvetilo, kaj pa, če ne bi bila to zdaj tematika moje nove pesniške zbirke. In tako sem se pač odločil in dejansko prvič napisal neko projektno knjigo. Pa ste tudi potovanja prilagajali tem, ali ste, kamorkoli ste že potovali, si ogledali še pokopališče, če je že naneslo tako? Večinoma je šlo ravno tako, ja, da sem v bistvu ob obisku kraja, države, obiskal tudi pokopališče. Sicer pa kot turista me nikoli pravzaprav niso v življenju preveč zanimale galerije, muzeji, ampak vedno utrip nekega mesta in to zagotovo spoznaš na tržnici, v kakšni zakotni krčmi, kjer lahko prisluhneš ljudem in seveda pokopališču. Se strinjam. Koliko časa pa je potem knjiga nastajala? Omenila sem, da je v bistvu geografsko zelo široka, ne? Ja, nekje približno dobra 3 leta je vse to skupaj trajalo. Pa če še odgovorim, načrtno obiskanih pokopališč je bilo manj, ampak recimo bil pa sem načrtno v Mirogoju, potem v Mostarju mi je tako prišlo samo po sebi, se je pokopališče prikazalo in Split. In na koncu mi je na Sustipanu porodila ideja, da bi raziskal še te kraje in
spet je naključje hotelo, da je tukaj razpisal štipendijo za Sustipan, to preseljeno pokopališče sem vzel za izhodišče in tam tudi zbirko končal. 1 mesec sem preživel v Splitu, zelo detaljno preživel čas na Sustipanu in tudi knjigo dokončal. Vaša knjiga vsebuje kar nekaj zanimivih, tudi absurdnih zgodb, povezanih s temi, bom rekla, preminulimi ali z grobovi in celotno naravo zgodovine. No, in prav Mirogoj je eno izmed pokopališč, za katere sem se zdaj tudi jaz prav pod vtisom vaše knjige zadala, da ga prav kmalu obiščem. Tako da sem, priznam, vašo knjigo brala z nekaj postanki vmesnimi, ko sem še raziskovala malo naravo tistih pokopališč in grobov, sama potem tudi še po spletu. Zelo, zelo zanimiva knjiga, ne samo z pesniškega vidika. Naslov je Nad rušo. Vemo, da je pač to znano slovensko reklo, oziroma ta fraza je pod rušo, ne. Verjetno ste se poigravali malo tudi z njo, pa me zanima, na kaj vse se recimo nanaša ta nad, ne. To lahko asociira marsikaj, bodisi to, da smo mi še živi in nad rušo, hkrati je to že kot nad prepadom, se že lahko bere, ne. Vsi bomo nekoč tudi pod rušo, ne. Kaj ste imeli konkretno v mislih? Ja, pravzaprav ta nad rušo predstavlja lirskega subjekta, ki je še tu, v današnjem svetu in opazuje, se seznanja, se pravi, opisuje občutke ob obiskih pokopališč, pravzaprav širom sveta, ker pokopališče je pravzaprav ena osebna izkaznica neke kulture, se pravi, tam, ko pridete tja, boste najprej izvedeli, katere vere so ljudje, ali so kdaj tam vladale kakšne katastrofe, ali so bile vojne, pa tudi odnos ali pieteta do ljudi, ki se nahajajo pod rušo. Zdaj ne bi načenjala vzporednic z vsemi vašimi pesniškimi knjigami, bi se pa vseeno dotaknila Koronike oziroma Kronike, ne. Tisto je bila tudi specifična knjiga, vezana na še bolj specifičen zgodovinski trenutek, kjer smo živeli v nekih mehurčkih, v izolaciji, ko nikamor nismo mogli niti iti. Tu pa je povsem drugače, ne. Potujete po svetu in gledate, oziroma vaš govorec opazuje grobove, strminljivost se tudi pojavi, ne, pač seveda v kronikah. Ampak kako pa sami gledate ta preskok, ne, v življenje, ki pa je spet na robu smrti? Kako sami gledate na obe knjigi? Pravzaprav sem Koroniko napisal čisto iz osebne. No, jaz sicer nikoli v življenju nisem verjel, da je poezija lahko psihoterapija ali karkoli, ampak takrat sem večkrat tudi kot množica drugih občutil tesnobo in sem rekel, nič, treba je bika zagrabiti za roge, in sem se lotil opisovanja vseh teh absurdnih, pravzaprav pa je bila zelo navdihujoča to obdobje, ne, za enega pišočega človeka, ker so bile dobesedno toliko absurdnih situacij in z pisanjem sem to uspešno premagal, no, vse lastne strahove in tesnobe. Ja, potujem pa vedno rad, se pravi, jaz sem že od rane mladosti sem potoval z nahrbtnikom okrog in štopal, zdaj seveda v drugih okoliščinah, ampak ja, hoditi, potovati pomeni, se pravi, sprejeti svet, se pravi, ga zaužiti, ni lepšega, ne. Pa se je med temi obiski pokopališč, grobov, približno 3 leta ste rekli, da ste potovali, se je v tem času kaj spremenil vaš odnos tako do tega kraja večnega počitka, kot mu rečemo, pa tudi morda do minljivosti? Mislim, da ja, zato ker nehote, če ne načrtno, pa podzavestno se sprašuješ tudi o svoji minljivosti. Moram pa priznati, da sem imel 2 izjemni izkušnji, in to se mi je zgodilo na pokopališču v Rigi in na otoku Braču, Pučišča, ko sem v tej skoraj transcendentalni tišini
začutil, da prehajam, da sem se za trenutek znašel v drugem svetu. To sem tudi potem opisal v teh 2 pesmih. Ja, mogoče sem našel neko pomirjenost, da sem tudi strah pred lastno minljivostjo nekako ponotranjil. Kaj pa dejstvo, da je bila z vami pogosto tudi vaša hči, ki je knjiga tudi posvečena? Mislim, sama sem razmišljala, ne? Po eni strani se srečuješ s koncem, po drugi strani pa imaš ob sebi, ne bom rekla ravno nov začetek, ampak življenje, ki se bliža šele svojemu vrhuncu, ki še ni na vrhuncu, ne? Ja, seveda, kot sem rekel, da so potem znotraj te zbirke so grobovi potem postali neke vrste obveznosti, pa tudi na vseh družinskih pokopališčih smo tudi vsi člani družine obiskali. Hči je malo negodovala, zato je tudi ta zbirka posvečena, ker je pač stoično prenašala vse te obiske. Je pa res, kot rečem v pesmi, ko smo obiskali piramido in res tam noter je izjemno zadošljivo, ne, se pravi, veste, to je množični turizem, niti ne štejejo ljudi, se pravi, skoraj da je zmanjkalo notri kisika in potem vsa prepotena, ona hodi pred mano in jaz sem rekel, to sem resno pomislil, še nikoli nisem napisal poroke, ampak kaj pa, če me ravno tukaj pobere, ne. Tako, ja, ni bila ravno, se pravi, vedno navdušena, ampak je pa zelo koristno imeti najstnico, zato ker recimo, ko smo pa v Tokiu iskali grob tega slavnega psa Hačika, brez teh njenih prevajalnikov in vseh teh, jaz sem precej še vedno analogen, tega groba zagotovo ne bi našli in sem se mi tudi zahvalil, z posvetilom. Tudi v pesmih zelo živo opisujete to, kar so poslušalci ravnokar lahko slišali, tista pesem Obrač je meni tudi ena ljubših. Pa poglejva morda zdaj malo samo dejstvo to, da je knjiga oblikovana v koncentrične kroge, jim jaz rečem, kajti od teh domačih grobov greste vedno dlje, do Hirošime, ki je sklepna pesem, kjer pa govorcu že zmanjka tudi energije za iskanje grobov. Od muzeja miru se potem ne premakne več naprej. Je ta pesem, oziroma zagotovo je pač namerno pristala na zadnjem mestu, ampak ima to tudi kak širši pomen, ki bi ga kazalo povezovati z vso knjigo in morda sporočilnostjo njeno. Zdaj moram biti tukaj iskren, ker tole je bilo pa uredniško delo, se pravi, se moram pa kar zahvaliti po tej poti urednici Veroniki Šoster, s katero sva res izjemno plodno sodelovala in ona mi je sugerirala, sicer ker jaz sem končal z Gazo, Mestom grob, ampak se mi zdi, da ta je res tako povedna pesem. Muzej v Hirošimi je narejen res tako čustveno nabito, da ne moreš ostati ravnodušen. In zanimivo je, da ravno ko sva z Emo prišla ven, sva se usedla, si čisto sesut, po tej izkušnji, in tam je nek francoski deček, star po moje kakšnih 12 let, je jokal in jokal, ampak čeprav na začetku, mislim, da bi morali starši pravzaprav ne voditi in tudi ob vhodu je pisalo, da je treba ravnati posebej pazljivo, ker je zelo, zelo huda stvar. In takrat v bistvu obmolkneš, ja. V enih trenutkih se mi zdi, da ne bi zmogel iti, ja. Tako. Toliko tega gorja se je v bistvu nagnetlo v enem prostoru. To silovito gorje in neko brutalno nasilje pač še vedno spremljamo tudi v Gazi. Pa me zanima, kako pa pisati o tako, vendarle o še tako živih, neposrednih dogodkih, da človek ne zapade bodisi v patetiko ali pa neko politizacijo morda poezije, ne? Jaz vidim vlogo pesnika kot človeka, ki je del družbe in se pravi kot umetnik, kadar se dogajajo takšne grozote,
kot se dogaja v Gazi, je treba reagirati. Samo mislim, da moraš znati potem to podati, a ne. Se pravi, če pišeš neke pamflete ali pa protestna pisma, ni to enako, ampak mislim, da se moraš potruditi in znati to surovo realnost pregnesti v neko intimno, dovolj intimno pesem, da boš nagovoril oziroma celo prepričal tiste, ki ne verjamejo, a ne, da je tam res tako hudo. Danes slišimo, spet se dogaja marsikaj, ko se sprašujemo, ali je tam genocid ali ne, to sploh ni vprašanje. No. In se mi zdi, da mora pesnik tudi na to obvezno reagirati. Morda zdaj za predah od težkih tem preberete kakšno pesem ali dve, pa potem nadaljujeva s pogovorom. Lahko, hvala. Izola. Iz številnih italijanskih grobov v klasicističnem slogu kuka plevel. Na redkih obiskanih se plastične rože in elektronske sveče nikakor ne skladajo z obeliski in kipi angelov. Občutek zapuščenosti prekine prihod dveh grobarjev. Eden ima v ustih čik. Strokovno si ogledujeta grob in z lopatama označujeta mesto izkopa. Ima me, da bi se kot Hamlet pošalil z njima in pregnal puščobni duh, a se zavem, da nisem princ, še manj Shakespeare. Brač pučišča. Veličastne grobnice s kipi izklesanimi iz tamkajšnjega kamna, nikjer črnega marmorja. Zaradi beline in omamnega vonja po borovcih in cipresah se mi zazdi, da sem prestopil prag smrti. Vprašujoče pogledam enega od kamnitih angelov, vendar ta vztrajno molči. Namesto njega mi odgovarjajo škržati. Mesto grob. Na Ljubljanski grad prisopiha četica prvošolčkov z rumenimi ruticami, ki jih varujejo pred nevarnostmi v prometu. Z učiteljicama utrjujejo snov, ki so obravnavali pri uri spoznavanja okolja. Veliko kilometrov stran, do toliko še ne znajo računati, je v Gazi vsakih 10 minut pod streli, eksplozijami, minami ubit en otrok, brez vsake zaščite in zelo verjetno lačen in žejen. Grozljiva statistika, o kateri se bodo naši malčki učili dosti pozneje. Nekaj metrov stran kitarist brenka Lennonovo Imagine, ne igra na pamet, pogleduje v pesmarico, ne vem, česa ne zna, akordov ali besedila. Jaz besedilo znam na pamet. S kitaristom pojem v mislih in z vsako besedo je v meni manj sanjača. Hvala, Aleš Muster. Rekla sem, da je knjiga organizirana v koncentričnih krogih, ko se oddaljujemo od središča. Morda besedo dve o tem, ste tako že sami zasnovali knjigo. Ja, knjigo je bilo treba res nekako urediti, čeprav zdaj časovno nekatere stvari seveda ne sovpadajo, ampak se mi zdi, da je ta geografska opredeljenost najboljša, zato ker tudi sama pokopališča se spreminjajo, se pravi od slovenskega prostora, recimo hrvaškega, kjer sta si že podobna, pridemo na Balkan, kjer so pravoslavni grobovi že drugače obrnjeni, drugačni običaji, imamo tudi muslimanske grobove in seveda, ne vem, protestantski so spet drugačni, tako da se mi zdi, da so res to neke zaključene celote, kjer pa se seveda od enega pokopališča do drugega dogajajo različne stvari oziroma občutenja. Zelo različne kulture ste obiskali. Je katera izmed njih vas še prav posebej zaznamovala ali pustila neko sled, govoriva o pokopih in odnosih do minljivosti smrti pokojnih? Mogoče bi tukaj vseeno izpostavil Bali, pravzaprav so mene že od nekdaj zelo zanimale orientalske kulture in tam imajo v bistvu začasno pokopališče. Se pravi, kjer se
trupla shranijo do trenutka kremacije. In potem je tam nek veličasten oder, na katerih upepeljujejo, ampak pa tudi njihov način mi je razmišljanje zelo blizu, ker se življenje je v bistvu, vsaka smrt je začetek novega življenja. No. Tako da to je tudi eni moji veri, verovanju zelo blizu. Kaj pa pomeni konkretno to začasno pokopališče? Zato, ker je samo na določenih mislim, da imajo ali to nek praznik, ko se pač ta krematorij oziroma se to je zunaj, no, oder, ko se trupla upepeljuje in do takrat, se pravi, če ti umreš, si v zemlji in čakaš na ta trenutek, ko potem več trupel oziroma vsa tista, ki so pač se tam nahajajo skupaj, mislim, enega za drugim seveda, ampak na tisti dan upepelijo. In potem v reko raztrosijo. Veliko pesmi je oblikovanih tudi kot nagovor. Je poezija za vas, rekli ste, da je bila recimo Koronika oziroma Kronika na nek način tudi terapevtska knjiga. Kaj pa tu gre za komunikacijo tudi s pokojnimi ustvarjalci? Je poezija za vas tudi neke vrste tovrstna komunikacija? Zagotovo, jaz mislim, da med pesniki obstaja nek neviden kanal, a ne, se pravi neka energija, neke vibracije. In ja, meni se zazdi potem, če srečam kolega, kolegico, potem se mi zdi prav, da ga nagovorim, no? Ker pač je v bistvu pesnički so brat, sestra. Marsikaj človek doživlja ob grobovih. Vi ste zelo lepo, to sem vam že rekla pred snemanjem, opisali, ustvarili ste neko zelo dobro atmosfero, po eni strani ohranjate v knjigi zdravo distanco, po drugi strani je vendarle polna neke topline, nekega v bistvu sočutenja, bom rekla. Pa spet se pojavi tudi ironija, ne, absurdnost. Kako loviti pravo vzdušje, ne, da ne zapadeš spet bodisi v patetiko. Je to nekaj, kar je v vas ali kar ste potem tudi še morda popravljali o pesmih? Zagotovo je črn humor način mojega preživetja ali pa reakcije. Jaz skušam v vsaki tragični situaciji, kadar je vse brezizhodno, se mi zdi, da se je treba nasmejati, ker drugače te ni. No, poskušam vedno in vsakem trenutku. Zadnja pesem, ki sem jo napisal, je v bistvu posvečena mojemu zelo dobremu prijatelju, ki je šel, Alešu Hadrinju, ki je odšel zelo nenadoma, se pravi nepričakovano, in tudi je tako prišla noter, da knjiga je bila že oddana, pa se je rekel, joj, ampak na tvoj grob bom pa še šel, a ne, ker nekaj časa pa nisem mogel, seveda. Treba je odžalovati vsaj en del, ne, ampak potem, ko se pa tam postaviš, pa si vidiš, ne, in ponovadi si sedel za enim pivom, a ne, da so pa midva kar naenkrat. Ne vem, jaz mislim, da na koncu vedno ostane tisto dobro, tisti nek spomin, ene lepe stvari, po katerih si boš človeka zapomnil. Seveda, cmok se je pol tudi nastal v grlu, jaz nič ne rečem, ampak se mi zdi, da sem se zdel sam sebi, ne vem, smešen s tisto svečo, no. Tam, pa tudi jaz vem, da on, ne vem, ker včasih se znajdem v enih situacijah, ker ne veš, kako zdaj ravnati. Po moje, jaz bi si predstavljal, če bi se pogovarjali, bi rekel, ne, da se pa že ne bomo hodili na grobove, pa tudi sveč se ne bo prižigal, ampak seveda potem se stvari obrnejo, ampak malo sem se pa zdaj v sebi smešil, da sem tako tradicionalno pristopil, ne, in z neko tisto elektronsko ali karkoli že, no, ker sem jo našel, no. Ja, niso zaman vsi te obredi. Ja. To je tudi sestavni del, se mi zdi, slovesa in žalovanja. Ne nazadnje pa tudi spet nekega pozdrava, ko ponovno prideš tja, ne. Tako, ne vem, tako smo vzgojeni. Ja, čeprav se mi zdi, da zdaj to izginja. Jaz sem bil zgrožen, ko sem bral, pravzaprav, seveda sem se tudi pripravljal na to zbirko, sem bral Pravilnik žal, kako to vse je res dejansko strogo, kako se obnašaš v parku zvončkov, kako tam, kako ravnati. In vse se mi zdi, posebej te pogrebne družbe, ki pač vse uredijo. Jaz mislim, da včasih je to tako,
Jaz se spomnim, moj dedek, na katerega sem bil zelo navezan, je živel na podeželju in takrat so še mrliči ležali na parah. In se mi zdi, da se je v tistih 3 dnevih nekako ti dejansko že pripravljaš. In tam je seveda pol tudi vaščani bdijo pri mrliču, potem ko je ura 1:09, tam se streže hrana pa pijača in ob 11 se že govori o vici, ampak potem, ko sem jaz tako eni se zgražil, sem pa pomišljal, ravno takrat, to je v bistvu življenje. Ne? Moj dedek je pa vseeno veseljak, sem rekel, poglej, če ga takole, ne, na ta način pospremiš na oni svet, je to pravzaprav lepo. Ne? Danes pa tudi že oni vežice in tako seveda tukaj je zdaj vse tako. Se mi zdi, da se svet res globalizira. To sem opazil recimo tudi na Skopskem pokopališču, kako so počasi, oni so imeli vedno te samo čebelje sveče, potem so ljudje prinašajo darove. To se zdaj vse počasi izginja, zdaj so še te elektronske prišle iz zahoda, vse se globalizira, povsod, tudi pokopališča na koncu. Ne. Zdaj se vedno bolj dajo tudi te kamni. Ne. To je tudi nov trend, kamenčki, to sem tudi opazil. Morda pa bo to se znašlo še v kakšni vaši knjigi ali pa boste zdaj odšli čisto drugam, imate dovolj te teme? Mislim, da moram reči, zdaj sem bil v Kanadi, pa sem rekel, da je pa treba malo presekati, Niste obiskali grobov? Ne, tokrat ne, no. Dobro, potem pa vam čestitam, knjiga je odlična in hvala, ker ste prišli na pogovor. Hvala vam za povabilo. Spoštovani poslušalci, v oddaji Šloje smo torej gostili pesnika in prevajalca Aleša Mustarja. Pogovarjala sva se o njegovi doslej zadnji knjigi poezije Nad rušo. Knjiga je izšla pri Literarno-umetniškem društvu Literatura. Z Alešem Mustarjem sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Max Pust.